Festival vina in čokolade vse skozi raste, tako da število obiskovalcev lani je bilo 7000, letos pričakujemo 8000, kar je omejitev tudi naše dvorane, tako da bomo mogli mogoče 2 dni razmišljati, da bi imeli festival. Razstavljavcev je pa 54 vse skupaj, teh razstavljavcev, ki vključuje vino in čokolada. V čokolado bomo pa v zunanjem delu tudi naredili en takšen kotiček, ko bojo tudi domači razstavljavci, od rezbarjev do tudi turističnih ponudnikov se predstavljali, tako da teh vinsko-čokoladnih je pa 54. Sicer smo trajnostna destinacija kot Podčetrtek, ampak kljub temu smo zelo dostopni, tako da večina ljudi pride seveda z avtomobili. Je pa res, da vsako soboto vozi vlak iz Ljubljane, to je ta kopalni vlak, ki vas odpelje direkt skoraj do večnamenske športne dvorane. Vlak bo letos imel prav 2 dodatne garniture, tako da bo šlo gor tudi več ljudi. Pripeljete se zjutraj ob kakih 9, pol 10 v Podčetrtek in zvečer ob 6 greste nazaj, tako da to je čisto dosti časa, da greste tudi na 3-urno kopanje, ker imate z kupljeno vstopnico za vlak tudi popust za kopanje v Termah Olimie in pa seveda potem, da obiščete festival in preživite lep dan v naši destinaciji. No, festival ima tudi vstopnino. Tako je, mi imamo na festivalu vstopnino. Vstopnina za odrasle je 6 €, v to je vključeno 6 degustacijskih kuponov po 50 centov, torej dejansko vstopnina 3 €. In pa za otroke je 2 € in pa dobijo 2 kupona. Želeli smo dejansko, da tudi otroci dobijo kupon, že samo zaradi tega, ker je družinski festival in da imajo nekakšen občutek te valute, ki se v bistvu trži na samem festivalu. Je pa seveda, da tiste 3 €, ki so od vstopnine, dejansko dobite zelo veliko, od programa do vsega, celoten dan nekaj poteka. Tako da želimo, da je value for money oziroma da je to, kar dobiš, to si plačal oziroma še več dobiš. Torej, na tem festivalu čokolade in vina bomo lahko tudi kupili čokolado, pa vino, pa še kaj drugega, ne? Ja, tako je, mi imamo, kot sem povedal, 54 razstavljavcev, vse degustacije so plačljive s kupončki, 1, 2 oziroma več kupončkov za vzorec. Seveda bojo pa imeli seboj tudi blagajne, mi to dovolimo, da bojo razstavljavci tudi lahko prodajali, da boste domov kakšno škatlo pralin odnesli, pa kakšno dobro boteljko vina, pa tudi kakšno pivo ali pa kaj drugega, ker nismo zdaj letos se omejili tako samo na praline, ampak vse s čokolado povezane produkte. No, ta festival spremlja tudi kar bogat program, ki se začne dopoldne nekako z otroškim programom, ne? Ja, tako dopoldne so aktivnosti za otroke, čeprav vse skozi čez dan so tudi delavnice za otroke, ne? Pa tudi potem vlakec turistični je zelo zanimiv, da se otroci peljejo z njim, pa grejo pogledati recimo Kočo pri čarovnici, Jeleno greben. Imamo pa potem popoldanski program, pa vključuje dobrodelni tek Debra, vse skozi z njimi sodelujem, mislim, da smo že več kot 10 000 € zbrali teh sredstev v dobrodelne namene. Tudi modna revija na temo vina in čokolade, ki je zelo zanimiva. Nastopi Nina Puštar, zaključek skupino Cover Lover, potem tudi artistična predstavitev na odru Blaža Habjana, ki bo predstavljal, kaj delati s čokolado oziroma artistično, kaj narediti. Slikanje z vinom in čokolado, imamo slikarke, dve akademski, ki slikata, in pa tudi en kotiček, kjer bomo imeli, oziroma kotiček, kjer bi lahko rekli amfiteater, kjer bomo imeli predstavitev, kako zaužiti skupaj vino in čokolado, neko spajanje teh dveh produktov, ki bo imeli društvo Sommelier Mester Slovenije, gospod Habjan. Tako da dejansko tisto malo izobraževalno noto postopoma vnesemo v naš festival. Na tem festivalu pa izberete tudi županovo vino, ne? Županovo vino se izbere že prej. A že prej? Tako je, tam ga razglasimo. Zakaj ga ne izberemo na festivalu? Zato, ker je mogoče preglasno, ker za to degustacijo, ko zbiraš neko tako pomembno stvar, kot je županovo vino, moraš imeti malo mira, tako da smo sedaj naredili, da so zadnja leta v bistvu degustacije prej in vino samo razglasimo, katero je županovo. Pridejo pa vinski vitezi, ministri, tako da to je zelo odmeven dogodek, ki je nekako tudi dodana vrednost našega festivala.